Četrta pripravljalna tekma in druga zmaga zapored, še drugič zapored brez prejetega gola, tokrat dvoboj slovenskega in makedonskega prvaka, Maribor-Vardar 1:0. In še drugič zapored je gol zabil Jasmin Mešanović na drugi njegovi tekmi za Maribor, drugi zadetek. V primerjavi z zadnjimi tekmami sta manjkala lažje poškodovana Luka Zahović in Damjan Bohar, začelo pa se je z grožnjo Dina Hotića, v 15. minuti je meril mimo gola. Zelo malo dobrih priložnosti tam nekje do 35. minute, zelo malo resnih akcij, potem pa poizkus Marvana Kapke z razdalje. Nadaljevalo se je z nevarno akcijo po kotu, Rajčević je na koncu podal predgol, Gačevski pa skoraj dal v lastno mrežo. Nekajkrat so v prvem polčasu poizkusili tudi Makedonci, Blaževski z razdalje mimo. In pa Kojašević z dobro obrambo Jasmina Handanovića. Ob koncu polčasa pa vodstvo za Maribor. Akcija lepo žoga od noge do noge, na koncu pa Jasmin Mešanović zanesljivo in spretno za vodstvo v 42. minuti. Tik pred koncem polčasa še hiter protinapad, super akcija Villerja po levi strani, zavrnjena žoga, Hmedi pa je nastreljal Gačevskega. Končalo se je s minimalno prednostjo. Na začetku drugega polčasa le 3 menjave, Obradović v golu ter Pihler in Tavares. In predvsem kapetan je bil zelo aktiven, najprej pa je poizkusil Dino Hotić. Najbližje povišanju vodstva Mariboru v 63. minuti, strel Pihlerja pa zaustavila prečka. Makedonci v drugem polčasu niso bili nevarni, zato pa ob koncu tekme še nekaj resnih priložnosti. Najnevarnejši je bil vedno znova kapetan Tavares, ki je nekajkrat poizkusil, najlepše pa po podaji Adisa Hodžića, ko je meril mimo desne vratnice. Tudi zadnji poizkus na tekmi, strel Tavaresa z razdalje, Pačevski je izbil čez prečko. Končalo se je torej z 1:0. Lepo je končati take priprave zmago, tako da mi smo zadovoljni. Igra je neki obrisi take igre, ki želimo sožeti, tako da upam, da bomo samo nadaljevali v tem ritmu in da bomo čim prej prišli na tisto top raven, ki rabimo za začetek kvalifikacij za Ligo prvakov. Naslednji dvoboj, že po vrnitvi nazaj v Maribor, dvoboj proti romunskem prvoligašu Dinamo iz Bukarešte, ki bo v sredo. In podoba je za zdaj dobra, zdaj se jutri odpočijemo, potem pa naslednji teden so spet dve močni tekmi, ko bojo fantje vsaj nekateri dobivali več minut in jasno je, da bo naslednji teden zahteven, vendar že bistveno bolj kot do sedaj tudi usmerjen proti prvemu uradnemu tekmecu. Najboljši na planetu.